Dobrodošli nazaj. Še enkrat vas vse goste lepo prosim za čim krajše in čim bolj jedrnate odgovore. Gospod Golob, vi ste dejali, da SDS ni desno-sredinska stranka, da je to fašizem, da je čas, da jih naženemo. Ste tudi zato stopili znova na politični parket iz maščevanja morda? Ne, vam bom demonstriral, kaj pomeni biti desničarska ali kaj pomeni politika z elementi fašizma. Prvi dan, ko je nastopil nov inšpektor na policiji za policijske zadeve, je kaj naredil? Prijavil civilno-družbeno organizacijo 8. marec, da se gre volilno kampanjo. Sredi kampanje nekoga, ki poziva ljudi, da gre na volišča, poskušajo utišati. Če to ni element fašistične države, res ne vem, kaj bi to bilo. Gospod Tomc? Ne razumem gospoda Goloba, on rad opleta z besedami, kot je fašizem in tako naprej. Najbrž niti ne ve, kaj to pomeni. Ampak glede 8. marca bi samo dodala, ja, to naj bi bila nevladna organizacija. Nevladne organizacije v državah Evropske unije se ukvarjajo z nekimi družbenimi problemi, z okoljem, z socialo in tako naprej. Medtem ko je 8. marec evidentno, res evidentno, politična organizacija. In zato je treba utišati. A ni to fašizem? Politični aktivisti. Politične aktiviste bojo utišali s policijo. Organizacija, ki je Lahko samo dodam? Zelo kratko, prosim, gospod Tomc. Kajti za Slovensko demokratsko stranko velja, da morajo zakoni veljati za vse enako. Zakon, ki določa, kako se lahko kdo obnaša v predvolilni kampanji, kaj lahko počne, je jasen. Vam povem en svoj primer. Med volilno kampanjo v Novem mestu sem imela stojnico, na katero je gospa, kolegica, prinesla piškote. Ker nismo imeli računa za piškote, ker ga je seveda prinesla prostovoljno kot darilo, da se bodo ljudje posladkali, smo plačali kazen. Ne, to samo pomeni, da veljajo v predvolilni kampanji pravila. Bodo ugotovili, če so pravila veljala ali ne. To so njihovi plakati po Sloveniji že 3 mesece pred volilno kampanjo. Toliko o spoštovanju pravil. Vi ste jo vodu že takrat, ko ste direktor Gena. Meni se zdi, ko poslušam kolegico Tomc, kot da smo v vzporednem svetu. Mislim, da smo že prej slišali. In ta vzporedni svet so, kjer vlada krši zakone, krši ustavo, tako kot smo doživljali v zdravstveni krizi, vladanje z odloki mimo parlamenta. To je nek modus operandi. Zdaj, jaz bi si zelo želela, da bi bili v istem svetu in da bi vlada, mi bomo vrnili to. Mi vsi skupaj, teh 5 nas, ki smo danes tu, ki bomo 24. aprila zamenjali vlado, bomo začeli spoštovati ustavo, bomo začeli spoštovati zakone in sodelovati s civilno družbo. Ta civilna družba 8. marec je med mladimi prvič aktivirala, da so uspeli zaščititi tudi vodo kot naravni vir. Hvala lepa, gospa Fajon. Gospod Vrtovec, se strinjate s podpredsednikom SDS-a, notranjim ministrom, vašim kolegom Hojsem, da je gospod Golob elektrooligarh? Jaz ne bi govoril o tem, kdo je kaj, ampak bi iskal zlasti bistvene stične točke sodelovanja. Prav to iščemo v Novi Sloveniji. To obmetavanje, kdo je fašist, kdo ni fašist, oligarh, to sploh ne pretiče ne soočanju, ne ostalemu. In te besede, zlasti fašizem, jih v zadnjem času pogosto slišimo. In smo jih tudi osebno sem jih deležen. Sam prihajam iz Primorske in dobro vem, kaj je bil fašizem po pripovedovanju sodeč. In se tudi ta beseda zlorablja, kot mnogo drugih. Torej, mislim, da v politiki ni prostora za zmerjanje, kdo kaj je, ampak dajmo iskati skupne točke, kljub razlikam, da pokažemo, kako lahko kaj skupaj naredimo. Gospod Tomc, vi podpirate izjavo gospoda Hojsa? Se bosta, mislim, da jutri na soočanju z gospodom Hojsom osebno srečala, pa se bosta zmenila. Vi podpirate ali ne to izjavo gospoda Hojsa? Ja, v bistvu bi lahko rekli, da gospod Golob je zelo pomemben mož za ekstremno visoko plačo, ki jo je prejemal kot predsednik uprave Genija in najbrž je pač ta njegova 45.000 evrska nagrada na mesec botrovala temu, da je moj kolega ga označil kot oligarh. Je to vaš minus, torej ta plača, ki vam jo očitajo? Veste, kaj je najbolj zanimivo?
danes, ker vsi razumemo plačo kot neto plačo. Ima gospod Tomc višjo neto plačo, od mene pa moja dobra je 6.000, ona ima pa 7.000 neto vsaki mesec. Ampak, bolj pomembno, ves čas mešajo plače in nagrade. Ves čas mešajo plače in nagrade. Plača je plača. Jaz sem pokazal svojo plačilno listo. Nagrado pa sem dobil, zdaj ne več. Takrat, ko je podjetje za 2-krat presegalo uspešnost državnega SDH-ja. V lanskem letu je naše podjetje 10-krat preseglo uspešnost. In naredilo tisto, kar prej sem govoril, da vlada noče, zamrznilo cene plina in elektrike gospodinstva. Prav. Hvala lepa. Samo en stavek. Mešate hruške in jabolke, primerjajte se za podjetji v isti panogi, pa boste videli, kje je vaša uspešnost. In seveda ne govorimo samo o plači, govorimo o astronomskih nagradah. In ko bomo vsi lahko prinesli dohodninske napovedi in ko boste predložili vašo pogodbo o zaposlitvi, potem se lahko pogovarjamo. To je kot, da bi si pogodbo podpisoval sam, pogodbo podpiše vedno lastnik. In ta pogodba je seveda na razpolago lastniku. Tudi z mano so podpisali lastniki pogodbo. Lastnik je bil zasebni in bila je država. In lastnik do sedaj. Dokler nisem rekel, da grem politika. A moja plača, še manj pa nagrada. Ni motla nič. Gospod Mesec, tudi vi radi uporabljate besedo oligarh, uspešnega podjetnika Boscarola, ki je pri prodaji svojega podjetja poskrbel za svoje zaposlene, občini podaril 25 milijonov, je vaš poslanec Kordiš označil za oligarha, vaša stranka o Akrapoviču govori, da je davčni utajevalec. Se jima boste zdaj na tem mestu opravičili? Tega, da bi bil Boscarol oligarh, jaz nisem rekel. Sem povedal, ja. Ja, niti nisem gospoda Akrapoviča označil za davčnega utajevalca. Nič od tega. Vaša stranka Levica, kdo pa potem boste pokazali s prstom nanj? Glejte, imeli smo s Boscarolom in Akrapovičem polemiko. Takrat, ko smo mi predlagali, da bi se morali dohodki, ki jih človek zasluži iz kapitala, se pravi dividende, nagrade in tako naprej, ušteti v dohodnino, tako kot se uštevajo dohodki od dela. Da bi morali za vse veljati enaka pravila. Tam smo imeli polemiko. Dobro. Ne boste povedali, kdo je torej to povedal? Kdo je to zapisal na družbenih omrežjih in ali se boste v imenu stranke za to opravičili? Miha Kordiš je to zapisal. Mislim, kar se mene tiče, gospod Boscarol nikakor ni oligarh. Če se mora kdo tukaj pogovarjati, sta pa to Miha Kordiš in Ivo Boscarol. Gospod Kovšca? Ne vem, kaj me sprašujete. Kako komentirate obtoževanje z oligarhi, z elektrooligarhi, s fašizmom? To je stalna praksa v državnem zboru, ki se v državnem svetu ne gremo. V gibanju Povežimo Slovenijo smo se zavezali, da mi tega ne bomo počeli. Ne nazadnje z vsemi temi ljudmi, ki jih tukaj vidite, jaz nameravam v prihodnosti sodelovati. Z vsemi njimi sem tudi že sodeloval. Po posameznih vprašanjih smo se tako v državnem svetu kot v državnem zboru poenotili. In to je naša naloga politikov, ne pa da se med sebojno zmerjamo. Da ne bo nerazumljeno, tudi mene zmerjajo. Večkrat so me, ampak zmerjajo me z profesijo, uradček, a obramboslovec, lomasti po političnem parketu, pa še kaj podobnega. Tudi nekateri izmed vidnih članov tukaj prisotnih strank. Pa ne vem, jaz nimam potrebe, da bi se mi opravičevali. Bolj bi bilo, da se nekako voditelji strank pogovorijo s svojimi vidnimi člani, naj tega ne počnejo v javnosti, ker to v bistvu niža ugled celotne politike. Ljudje si o nas mislijo, da nismo dorasli svoji nalogi, ampak da smo gostilniški prepirači. Gospod Kovšca, ste lahko konkretni, samo kdo pa je, to pravite tukaj prisotni? Lahko sem konkreten. Prosim. Člani strank tukaj prisotnih. Mene osebno je poslanec stranke Alenke Bratušek javno imenoval, da sem kreten in naj ga tožim, in sem mu odgovoril, da ga ne bom tožil, ker to ne bi imelo nobenega smisla, ker ga s tem ne bom čisto nič spremenil. Gospod Bratušek, vaš odgovor? Jaz takšnih besed ne uporabljam, je pa tudi Twitter gospoda Kovšce nažalost poln neprimernih besed. Ampak jaz bi rekla, da nas v stranki SAB zanima prihodnost. Zanima nas, kako bomo reševali stvari za upokojence, dolgotrajno oskrbo, predolge čakalne vrste v zdravstvu, kako bomo zagotovili
večjo samooskrbo s hrano, zaščitili pitno vodo z zakonom, da naredimo piko ustavni rešitvi in še bi lahko naštevala, skratka, ukvarjajmo se s prihodnostjo in z rešitvami za prihodnost. Lepo, izvolite repliko, gospod Kovšček. Ko je to poslanec Bandelli zapisal, so njegovo izjavo lajkali nekateri drugi člani stranke Alenke Bratušek, med drugim tudi sekretar stranke. Gospod Šarec, povejte mi, kako boste sodelovali, če boste lahko sestavili vlado ob v bistvu različnih in tudi, kot slišimo, ostrih besedah, torej različnih interpretacijah, razlagah in ostrih besedah, ki letijo predvsem prek družbenih omrežij. No, sam nisem zasledil, da bi bile tako velike razlike. Tisto, kar je gospod Golob povedal pri stanovanjih, recimo zagovarjamo tudi mi, tako da nimamo s tem nobenih težav. Kar se tiče raznih obkladanj, takšnih in drugačnih, naj najprej povem, da imajo na desni strani veliko za postoriti pri sebi najprej, ker tudi sam sem bil deležen marsičesa. To je ena zadeva. Druga zadeva, ki pa je pomembno iti na volitve 24. aprila, zato da po volitvah ne bo več priložnosti za nikakršno obkladanje s takšnimi in drugačnimi nazivi, ker se bo situacija umirila, tako kot pravi naš slogan, normalizacija, rešitve, razvoj. To so tri ključne zadeve in če bomo vrnili demokratične standarde, če bomo vrnili mir v našo družbo, potem bodo tisti na Twitterju, ki se obkladajo, postali sami sebi namen in bodo živeli v svojem svetu. Saj na Twitterju marsikdo živi v svojem svetu, ampak to je ključ do rešitve te problematike, ki jo ta hip obravnava. Hvala, gospod Šarec. Gospod Tomc, levi pol pravi, da je treba osvoboditi Slovenijo. Slovenija je svobodna, Slovenija je zelo uspešna. Vlada je v času krize pomagala vsem ljudem, vsemu celotnemu gospodarstvu, da smo danes tukaj, kjer smo. Če bomo šli po tej poti naprej, bomo še naprej skrbeli za ljudi, skrbeli za podjetja in zmanjševali razvojni zaostanek. Če bomo izbrali kaj drugega, ljudje bodo odločili, se nam lahko zgodi, da bo vlada vodena iz Pionirskega doma in da se bodo tili naši kolegi čez eno leto skregali, ker razlike med njimi so precejšnje. Seveda si želimo, da bodo ljudje presodili, ko bodo pogledali na položnice za elektriko, ko se bodo spomnili vseh dodatkov, ko se bodo spomnili višjih pokojnin, ko se bodo spomnili vseh sistemskih zakon, tudi od zakona o dolgotrajni oskrbi, in pač ne bo težko, kako se bodo odločili. Razumem, gospod Tomc. Gospod Golob iz Pionirskega doma, nova vlada, kaže vam kar v redu na anketah. Če jo boste vodili, vi jo boste iz Pionirskega doma? Priznam, da ne razumem, kaj je hotela povedati, ampak ne za to. Glejte, svoboda ni svobode brez solidarnosti. Temelji svobode so demokracija, delujoča pravna država, enakost. Tega danes v Sloveniji ta vlada ni zagotovila. Jaz zagotovo in verjamem, da tudi nekateri kolegi tu bomo uspeli delati tako, da si ne bomo države in ljudi podrejali lastnim političnim interesom. To si jaz želim za našo prihodnost, da spoštujemo ljudi in jim vrnemo dostojanstvo. Gospod Kovšca, nisem vas dobro slišal. Jaz pa kategorično trdim, da v Sloveniji svobodo in demokracijo imamo. Gospod Golob, jo imamo? Vprašanje je, kdo si jo kako razlaga in kdo vidi, kakšno dogajanje v Republiki Sloveniji. Zunanji opazovalci in tudi ljudje, s katerimi se pogovarjam vsak dan, to percepirajo kot dobro stanje. Razumem pa, da opozicija s tem ni zadovoljna, trdim pa, da veliko pretirava s tem, ko pravi, da v Sloveniji ni svobode. Svoboda v Sloveniji je. Pravna država v Sloveniji funkcionira, ljudje, državljani imajo svoje pravice. Gospod Golob, zelo odkimavate. Zaradi tega, ker temelj za svobodo je, da deluje vladavina prava in da so sodišča neodvisna in tožilstvo neodvisno in da policija ne izvaja ukrepov trenutne oblasti in kaznuje mirnih protestnikov, ki si želijo več svobode. Se vam to pove vse. Tistega, ki pride brati ustavo in želi z branjem ustave pozivati k večji demokraciji in svobodi, kaznujejo z drakonskimi kaznimi.
A vam to, kaj pove, v kakšnem stanju svobode smo danes? Nimamo je. To je dejstvo. Glede, tukaj le v studiu imamo precej ljudi. Jaz bi si želela, da bi jih vprašali, če se počutijo svobodne ali ne. Seveda pa zagovarjamo, da je pravna država enaka za vse. Zakoni veljajo za vse enako. Tudi sodni sistem mora delovati pošteno, nepristransko in neodvisno. In tudi tisti, ki so del sodnega sistema, bodo pač morali pokazati svoje diplome in svoje potrdila o izobrazbi. Ampak da bomo lahko vzpostavili, kdo je ustrezen za sodni sistem, vzpostavili zaupanje kdo je ustrezen za tožilca, kdo je ustrezen za novinarja. To je točno to. Dokler imamo predsednika vlade, ki ne dviguje pošte, ko je v sodnih postopkih, potem je to pove veliko. Pravna država enaka za vse. Jaz pravim, imamo svobodo, vprašajte ljudi, ki jim je kratena svoboda. Imamo uspešno vlado, imamo pa še nekaj nalog za narediti. Med drugim tudi vzpostaviti popolno delujočo pravno državo, ker danes včasih malce zašepa. Seveda tudi medijski prostor. Zato se jih izogibajo, ker šepa. Čakajo, da pride prava sodna veja, da se bo nehali izogibati. In seveda tudi razvit medijski prostor. Bo odgovora na to. Ja. Gospod Golob, kakšen odgovor pa vi želite? Kdaj se boste nehali izogibati sodnim postopkom? Vi in vaši stranki. Jaz mislim, da so člani Slovenske demokratske stranke eni tistih, ki najbolj pogosto obiskujejo sodišča, ker jih tožijo od vse povsod. Dokazali nekatere. Gospod, jaz še vedno čakam javno opravičilo predsednika vlade na podlagi sodišča. Dajte to napisati, da je na sodišče. Ja, glejte, ne se, če boste, ne vem, Putina pa njegove vprašali, je tudi Rusija pravna država, svobodna, za vse enako, demokratična in tako naprej. Ampak koliko je Slovenija pravna država, pove tole. Pri tedniku, na Tarči so enkrat pokazali, imamo Roka Snežiča, on je blizu te vlade, tudi govori naša vlada, osebni prijatelj Janeza Janše in tako, slovenskim sodiščem je dolžen milijone. Po Sloveniji na Hrvaškem naj bi imel 14 nepremičnin in jaz iz prve roke vem, ker je Miha Kordiš rekel, da je goljuf in ga je Snežič tožil in potem je bila ta tožba zavržena in bi moral Snežič plačati sodne stroške. Ta država do Snežiča niti izvršbe ne prenese. Toliko smo. Po drugi strani pa, ko je nekdo narisal nek grafit na steno sekretarke Jelke Godec iz vrste SDS-a, so pa upravili 200 zaslišanj na policiji. Samo še vaš odgovor, zelo kratek, prosim, ker moramo napasti. Ampak glavno je, da bo Slovenska demokratska stranka še vedno zagotavljala višje plače za nižjo obdavčitvijo in višje pokojnine za vse upokojence, ter lastniška stanovanja s pomočjo garancijske sheme za vse mlade. In zraven kaznovala protestnike in mlade. Replike, hvala lepa, replike in ostre, tudi zdaj seksistične, vulgarne, neprimerne izjave, tudi danes prisotnih, kako bodo sobivali torej z vsemi razlikami v morebitnih koalicijah po volitvah, kdo s kom, zakaj kdo s kom ne, je to izključevanje ali povezovanje, s tem bomo zaključili po oglasih nocojšnje soočenje. Zaključujemo predvolilno soočanje na Pop TV. Dobrodošli nazaj. Gospod Kovšca, na kratko, na Twitterju ste javno izpostavili potezo igralca Willa Smitha, da si boste Smithovo klofuto še enkrat ogledali iz čistega zadovoljstva. Res tako menite ali prehitri prsti? Da, res tako menim, zato ker je šlo za žalitev njegove soproge na podlagi njenega zdravstvenega stanja. Kogarkoli, ki ima zaradi zdravstvenih težav kakršnokoli vizualno anomalijo, ni primerno žaliti. Hvala lepa. Gospa Tomc, po našem prvem soočanju ste videli seksističen odgovor vašega nekdanjega poslanca Ruparja o kolegici Tanji Fajon. Se kot ženska z njegovo izjavo strinjate? Obsojam. Najostreje. To ni moj način. Se boste vi v imenu stranke opravičili gospe Fajonovi? Gospod Rupar ni član stranke SDS, to je treba pa že jasno povedati. Nekdani poslanec. Pozivam gospoda Ruparja, da se Tanji opraviči. Ste dobili opravičilo, gospa Fajon? Javnega opravičila žal ne, še vedno ga čakam. Je pa to odraz, taki seksistični napadi ali pa sovražni napadi,
kažejo na problem nasilja v naši slovenski družbi. Jaz bi želela bistveno boljšega družbenega soglasja. Imamo hude izzive pred sabo in ženske smo polovica del naše družbe. Jaz mislim, da je tako sodelovanje ključno. Ne samo, da ženske zaščitimo ženske, ampak tudi, da moški se postavijo v bran, ker tu ne napad na nas političarke, ampak napad na vse ženske. Največ pa povejo avtorjih sami. Samo en stavek, gospod Bratušek, napad na vse ženske je bil to? Vsekakor se strinjam, popolnoma neprimerno in obsojanja vredno, smo pa nažalost ženske v politiki velikokrat z desnega pola deležne marsikakšne grobe in grde primitivne opazke, ampak kot sem povedala že prej, jaz bi želela, da bi tudi na današnjem soočenju, tudi zaradi ljudi, ki so danes z nami, govorili o rešitvah za upokojence, o rešitvah za mlade, kako bomo zagotovili, da bo Slovenija imela da bo prehransko samooskrbna. Ja. Bolj malo smo se pogovarjali o prihodnosti. In se še bomo še v treh soočenjih, gospod Bratušek. Pa preveč, po moji oceni, o teh stvareh. Tako da dajmo se res usmeriti v prihodnost. Se pa strinjam, vsak najprej pomete pred svojim pragom. In če bi bilo to tako, potem ne bi imeli problemov in današnje debate. Gospod Vrtovec, kako komentirate te očitke, takšne besede, član vlade ste, član koalicije ste? Neprimerno, pa sploh je potrebno dvigiti nivo razprave, začenši v parlamentu, na družbenih omrežjih in sicer malce več intelektualnega potencijala, zlasti v državnem zboru, da izkoristimo. Vse takšne izjave smo jim pa priča, naprimer te osebe, seksistične in tako dalje, so pa neprimerne, jih je potrebno kategorično zavračati. Dvigniti nivo komunikacije tudi na spletnih omrežjih, gospod Mesec? Ja, absolutno, in tega se skozi držim. Bi se pa v bistvu nekako mi je žal na te oddaje, ker mislim, da ni pokazala prave slike. Veste kaj, uredniško politiko bomo kar v naši hiši urejali. Ne poskušajte noben od kandidatov tega početi. Govorim gledalcem, ker jaz bi se tudi želel, da se pogovarjamo o tem, kaj naprej, ne da smo tukaj v nekem ringu. Smo se pogovarjali. Gospod Mesec, ne zamerite mi, z vsem dolžnim spoštovanjem. Tukaj za mano so starejši in so mladi. Zakaj delamo ta soočanja? Zato, da vidijo, med kom bodo izbirali. Poznati morajo ne samo vaše programe, ki večkrat ostajajo črka na papirju, ampak morajo poznati tudi vas. Vse, ki kandidirate. Zakaj? Ker več kot polovico svojega denarja namenjajo v državne blagajne, s katerim vi ste ali boste upravljali. Tukaj se moramo strinjati. Mi je zelo žal, ampak zato pričakujem odgovore tudi na takšno vprašanja in obtoževanja, ker gledamo tudi po družbenih omrežjih. V redu, zdaj pa imam zadnje vprašanje za vas. Na kratko prosim, kdo s kom ja, kdo s kom ne. Začnemo pri gospodu Šarcu. Ja, mi smo že jasno povedali, imamo podpisan Kulov sporazum, ki dopušča seveda pridružitev vsaki stranki, ki spoštuje takšne vrednote, in mislim, da je tukaj jasno, katerih nas spet deli enake vrednote, in to je za nas ni nobene debate. Gospod Bratušek. Tako kot smo v tem mandatu, ko smo bili v vladi, poskrbeli za vsaj dve stvari, za upokojence, brezplačni prevoz in višji odmerni odstotek, tako bomo tudi v naslednjem mandatu, za katerega sem prepričana, da ga bo vodila levosredinska vlada, in večkrat smo povedali in pokazali, da znamo sodelovati, da vemo, kaj je prava pot za prihodnost, s tistimi, ki kršijo človekove pravice, ki ne spoštujejo pravne države, ki želijo našo državo peljati v avtoritarni sistem. To pač ni pot. Hvala, gospa Fajon, na kratko prosim. S kom jaz, s kom ne? Zagotovo 2 in 2, 4 smo tu, ki sestavljamo in smo na isti strani vrednoti države in bomo sposobni po 24. aprilu zagotoviti novo vlado, vrniti normalnost in dostojanstvo ljudem, začeti nek nov začetek za razvojno pot Slovenije, ki nas bo peljala nazaj tudi med zdrave jedrne države. No, tukaj se pa vidi gromozanski prepad med besedami in dejanji. Govorijo o sodelovanju, vendar izključujejo. Slovenska demokratska stranka bo sodelovala z vsemi strankami, vsemi, ki bi želela sodelovati z vsemi strankami. Z vsemi strankami. Z vsemi strankami, s katerimi bomo lahko uskladili naše programe, saj približno. Če tukaj zdaj zelo pošteno povem, težko bi uskladili program z Levico, vendar samo gre za programske
gre za programske razlike. Mi delamo za dobro ljudi in za dobro Slovenije in ne izključujemo polovice ljudi kot tiste, s katerimi ne bomo sodelovali. Sprejmete izziv, gospod Golob? Kaj, da bi sodelovali z njimi? Ne. Dobra novica je, da ni polovica Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov na njihovi strani. Na njihovi strani je mogoče 30% volivk in volivcev. Ostalih 70% si želi svobodne in odprte družbe in mi bomo sodelovali s tistimi, ki bojo k temu prispevali. In tukaj v tem prostoru nas je 5, ki danes lahko brez kančka treme rečemo, da mi želimo živeti v odprti in svobodni družbi, v kateri bomo sodelovali s civilno družbo in je ne bomo ne policijsko preganjali, ne kaznovali in bomo želeli imeti neodvisne medije. Hvala. Gospod Vrtovec. Zgodbo tukaj 4 prisotnih smo že videli, klavrno propadla po letu in pol. Politika sodelovanja ali izključevanja vnaprej? Gledajte, v Novi Sloveniji ne izključujemo. Sodelovali bomo s tistimi, ki so za močno gospodarstvo z nizkimi davki. Drugič, za urejeno javno zdravstvo in tretjič, močno socialno politiko, ki je seveda iz gospodarstva. Razumemo. To je program. Hvala lepa. Gospod Mesec. Ja, naše partnerje poznate, so tudi sami povedali. Pač naš cilj na volitvah je zamenjati to oblast, da Slovenija ostane svobodna in odprta družba. Hkrati bo pa Levica v vladi za to, da poskrbimo, da koalicijska pogodba tokrat ne ostane mrtva črka na papirju, da ko rečemo 30.000 stanovanj bomo zgradili, bomo tudi gradili 30.000 stanovanj. Hvala lepa. In gospod Kovšca, politika razlika med demokracijo in nedemokratičnostjo je v tem, da so demokrati sposobni sodelovati z vsakomer. Mi vnaprej povemo, da smo voljni sodelovati z vsakomer, tudi s tistimi, ki se bodo najedli zarečenega kruha po volitvah. Hvala lepa vsem gostom. To je bilo torej drugo v nizu soočenj na POP TV. Čez teden dni bo z vami Maja Sodja z gosti o razmerah v zdravstvu in seveda tudi o aktualnih temah. Čez nekaj trenutkov pa bo z vami Uroš Slak z analizo tega soočanja. Lepo vabljeni in srečno.